Vlado Bojović, kot legenda celjskega in slovenskega rokometa, seveda pravšnji sogovornik pred večnim obračunom Celja in Zagreba. Povejte nam najprej, kakšni so vaši spomini na te, lahko rečem, tudi legendarne obračune Celja in zagrebških ekip iz preteklosti. Zagreb je bil ena boljših ekip v bivši Jugoslaviji, se pravi v tistih zgodnjih povojnih časih. Poleg tega sestavljali so več kot pol reprezentance in najboljši igralci, ključni igralci so prihajali iz Zagreba. Kot je na tako zanimivost, bom samo to omenil, da Tone Gošić, ki je v bistvu s pokojnim Pepijem oče, rečemo pod narekovaj, celjskega rokometa, je študiral v Zagrebu. In takrat je on opazil, hodil na treninge Zagreba rokometnega kluba in je potem se nad tem navdušil in prišel v Celje in s to generacijo, ki so bili bolj kot ne takrat se ukvarjali z vaterpolom in drugimi športi, navdušil za rokomet. Tako da Zagreb ima kar eno veliko zgodovino, tradicijo in tudi nehotel vpliv na začetek tega razvoja celjskega rokometa v Celju. Zagreb je tako pozneje Medveščak, še enkrat, večino jugoslovanskih reprezentantov je prihajali iz Zagreba. Zagreb je bil tako kot rečemo Ljubljana, Beograd, glavno mesto in tudi študentje iz Metkovićev, iz Bjelovara in to so hodili študirati v Zagreb in jih je potem Zagreb, njihov nadaljnji razvoj se je odvijal v samem Zagrebu. Vlado, kaj je tako posebnega v teh dvobojih med Celjem in Zagrebom, da so občutki vedno na tisti meji, kot radi rečemo? Med grofi in purgeji. To je tak, tradicija, velikokrat smo se srečevali zaradi same bližine, se pravi prijateljske tekme, zimske lige. Ogromno je bilo tega rivalstva, pozitivnega seveda. In z njimi ni bilo nikoli težavno igrati v tem smislu, da bi prihajalo do kakšnih incidentov, do grobe igre, ker so bili znani kot znalci rokometa, Celje pa tudi. In to je bilo potem nadigravanje in v bistvu za sam razvoj rokometa in igra sama kot rokomet je bil prav užitek z njimi igrati. Ker si se tudi dostakrat kaj naučil, kar je res, je res. Celjski klub si je zadal cilj, da bo dvorana v soboto seveda polna, vstopnice gredo dobro v prodajo, slogan pa bo Vsi v rumenem. Vidimo, da ste vi že kar dobro pripravljeni na sobotni obračun, torej se vidi. Jaz tudi v tem dresu spim, mimogrede. Sam nekaj bi poudaril, tekma bo čisto drugačna kot ta vseh ligi z Vardarjem. To je en pozitivni naboj in verjamem, da bo dvorana polna. Po drugi strani bi pa samo navijačem na dušo položil to. Celje je imelo zadnji slab dan. Razen Florjanov, ki so navijali v dobrem in slabem, bi samo publiki ostali dal na dušo to, da klub se tudi v slabih trenutkih spodbuja. In to sem zadnjič pogrešal in ta mlada ekipa to potrebuje. In upam, da bomo imeli vsi ostali pravni izpit in da bo igralci, to sem pa prepričan, čisto z drugo energijo spočiti bojo in da bo dal na igrišču vse sebe in da bo tekma odprta. To sem pa prepričan. Ker tudi, če bodo dali vse od sebe, pa ne bo končni rezultat pozitiven, imajo mirno vest in tudi publika jim bo to ne bo zamerila. Ampak mislim, da je tekma odprta, da je nekje 50-50. Najlepša hvala za pogovor. Malenkost.